Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, srčno pozdravljeni na nocojšnjem srečanju o nadvse zanimivi temi službi državne varnosti, ali kot si jo bolje poznamo, URBI. Pozdravljam vas v imenu soorganizatorja nocojšnje prireditve, to je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve oziroma območni odbor Evrope Gradec Kultur, ki je sprejel nekako povabilo avtorja večjih knjig, da pripravimo ta večer v tem tako rekoč skoraj prazničnem obdobju. 25 primera, da smo polni zanosa gradili temelje nove samostojne države Slovenije. Slovenija je takrat, spomnite se še večina, si dihala z obemi strani ključ, z levo in z desno. Dihala, bila je z enim srcem. Bili smo trdno prepričani, saj tako smo mislili, da bomo v parih letih postali druga Švica, da bomo korakali ob bok skupaj z Nemčijo. A naše sanje so se hitro razblinile v priljubljen ključe. Še več, vse bolj se pogrezamo v presno, iz katerega zaenkrat ne vidimo izhoda. Temačne sile vsak dan bolj zategujejo področ v naše domovine. Kdo bi si mislil, da bomo po 25 letih spet bili bitko proti skorumpirani oblasti, proti enoumnem pravosodju, proti tistim, ki jih slovenski narod tako rekoč ne pomeni nič. Predvsem pa proti že skoraj popolnoma zgrešenim glavam. Da bomo od dneh pred praznovanjem praznika družine, pred božičem, bili tako rekoč eno najtežjih bitk v naši slovenski zgodovini, bitko za družino, proti anarhistom, ki nam hočejo temelje te družine in temelje sploh obstoja človeštva popolnoma uničiti. Kljub temu, da temne sile danes delujejo javno, učinkovito spreminjajo podobo slovenskega človeka, pa ima tudi danes zelo veliko vlogo naše slovensko podzemlje. Slovensko podzemlje, seveda na čelu katere je drug kot Kupan. Moj ni prav v delovanju tem še danes po mnenju mnogo katerega Slovenca izmišljene organizacije nam bo danes pregovoril naš gost, gospod Igor Merza. Pogovor z njim bo vodil pa gospod Martin Lisec in bi jaz kar besedo predal. Dober večer, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Se zahvalim VSO Polhov Gradec Dobro v Hrvul za soorganizacijo tega dogodka. Dovolite mi, da na začetku kratko predstavim še druga dva soorganizatorja. Kot vidite, imamo tukaj dva panoja. Na eni strani je Mohorjeva založba iz Celovca. Verjetno najstarejše slovenske založbe ni potrebno kaj posebej predstavljati. Z nami je nocoj zaradi tega, ker je kar nekaj več kot polovico knjig gospoda Merze išlo prav pri Mohorjevi založbi iz Celovca. Drug soorganizator oziroma tretji soorganizator pa je spletni magazin Zmero, častnik.si. Ne vem, koliko od vas pozna ta spletni magazin? Nekateri ga poznate. Mogoče je tudi tole priložnost, da spregovorimo dve besedi o tej spletnem magazinu, ki je na slovenskem medijskem trgu navzoč že 5 let. Če greste na spletno stran, torej častnik.si, potem pridete do tega časopisa, gre za liberalni, katoliški in konzervativno usmerjen mnenjski časopis. Časopis vsak dan objavi 2 avtorska mnenjska članka. Za časopis časnik pa pišejo zelo različni avtorji, tam nekaj so tudi navedeni, med drugim tudi nekatera zelo ugledna slovenska imena, od Bernarda Nežmaha, Žiga Turka, Branka Cestnika, Jožeta Bartolja in tako naprej, Aleša Maura, Milana Knepa, Draga Ocvirka. Poleg mnenjskih člankov objavlja časnik
tudi nekatere povzetke drugih zapisov v drugih medijih. Skratka, v vsakem primeru vas vabim, da se sprehodite do časnika in pogledate, kaj vsak dan novega objavljeno. Ampak da ne bomo danes preveč o častnikih oziroma organizatorjih, dovolite, da za začetek predem predam besedo gospodu Merzi, da ga kratko predstavim. Mislim, da kakšnih posebnih predstavitev gospod Merza ni potreben, spremljamo njegovo delo že dolgo tega. Torej v 80-ih letih je sodeloval v procesu slovenske demokratizacije. Deloval je kot član vodstva odbora za varstvo človekovih pravic, nato pa v stranki Slovenska demokratična zveza. Po njenem razpadu je deloval v okviru Demokratov Slovenije, stranke, ki se je nato priključila liberalni demokraciji Slovenije. Med letoma 91 in 92 je bil tudi direktor službe družbenega knjigovodstva, nato pa je bil poslanec prvega sklica državnega zbora. Po zaključku podžupanskega mandata v Ljubljani se je umaknil iz javno-političnega življenja in se posvetil predvsem publicistični dejavnosti. In prav o tej nam bo ta večer spregovoril, torej o metodah delovanja UDBE. Tukaj imamo nekatere njegove knjige, ki boste lahko po zaključku tega našega nocojšnjega srečanja tudi kupili. Gospod Igor bo pa seveda z veseljem podpisal. Mogoče samo še to, ta večer bo nekje sestavljen iz 3 delov. Najprej bo gospod Merza predstavil to svoje predavanje, metode delovanja UDBE, nato mu bom sam zastavil nekaj vprašanj, potem pa boste seveda tudi vi povabljeni, da zastavite vprašanje oziroma da bomo skupaj nekako sodelovali in zaokrožili ta nocojšnji večer. Tako, jaz mislim, da je za uvod dovolj, tako da gospod Merza, izvolite, mikrofon je vaš. Hvala lepa. Prvo se lepo pozdravljam in hvala za vabilo. Bi šel kar takoj na sam predmet. Torej, UDBA je bila jugoslovanska tajna politična policija, ali bolje rečeno tajna policija komunističnega vrha Jugoslavije. Pravzaprav predhodnica je bila OZNA, ki je bila ustanovljena 14. maja. To je bil del za zaščito naroda, oddeljenje za zaščito naroda. Leta 1946 se preimenuje v UDBO, v UDB, Uprava državne brezbednosti, v slovenščini Uprava državne varnosti. In ta prvotni naziv v srbščini UDB je potem ponarodelo postal izraz UDBA za tajno politično policijo bivše jugoslovanske države. Zdaj, UDBA je bila zvezna UDBA v Beogradu in so bile republiške UDBE in 2 pokrajinski UDBI, vojvodinska in kosovska, seveda v tem okviru tudi slovenska UDBA. Ampak v Sloveniji še neka zanimiva značilnost, ali pa žalostna značilnost, da tako rečem. V Sloveniji leta 1941 imamo že predhodnico UDBE, sprav tajne politične policije, ko je 15. avgusta Edvard Kardelj ustanovil varnostno obveščevalno službo. Torej, so znani ti morilski oddelki, ki so ubijali ne toliko ovaduhe ali pa tiste, ki so sodelovali z okupatorjem, ampak so predvsem pobijali politične nasprotnike. Ta voz je danes v Sloveniji pač neka zelo glasna asociacija. Zdaj, kako je bila funkcionirala ta UDBA? Zvezna UDBA je pokrivala, nadzorovala in usmerjala te republiške UDBE. Na čelu je bil načelnik zvezne UDBE. Med drugim mnogo Slovencev je bilo v zgodovini UDBE načelnikov UDBE zvezne, naprimer Silvo Grenc, Martin Košir, potem je bil še Dimitrij Krajger, pa potem je bil tudi v zadnjem obdobju je bil Ivan Eržen, pa pomembne funkcije smo še nekateri drugi Slovenci v UDBI, naprimer Edo Brajnik in tako dalje. Zdaj, UDBA je bila uprava v sestavi notranjega ministrstva, najpomembnejša uprava. Je bilo še več drugih uprav in načelnik UDBE je bil njegov predpostavljen je bil notranji minister. Ta pa je direktno poročal potem do Titove smrti. Titu, pozneje pa
je v Jugoslaviji vladala neka vojaška partijska vrhuška v Beogradu, če govorimo o zvezni državi. In so potem notranji ministri, pravzaprav tisti, ki so direktno poročali, večkrat tudi ustno, seveda, tem močnim političnim posameznikom. Tako da lahko vedno rečemo, da UDBA je bila tajna politična policija ostega vrha države, zvezna, in pa seveda republiške UDBE pa so poročale, tako kot zveznim partijskim veljakom, so poročale predvsem v Sloveniji, recimo, republiškim partijskim prvakom, predvsem tistim, ki so vodili partijo. Ne vemo, kdo je vodil partijo, ne? V zadnjih letih Pit, ne, pa pozneje Marinc, pa Kučan, recimo, ne, v Sloveniji. Ne, in je bila Kuča, to je vedno direktni odnos notranjega ministra in pa načelnika UDBE do tistega, ki je vodil v nekem obdobju slovensko komunistično stran. Zdaj, kaj bi bila ta normalno iz tega, da je bila to politična policija, ne obveščevalna služba ali varnostna služba ali kontraobveščevalna služba, izhaja nekaj normalno, da je potem ona zasledovala predvsem tiste, katere smatrala za nevarne režimu, oziroma te kliki, ki je vlada v tem režimu, ne? Ali na republiških, ali pa seveda na zvezni ravni. Naprimer, predvsem so se borili v Sloveniji proti cerkvenim strukturam, v Sloveniji proti rimsko-katoliški cerkvi. Potem so se notranji opoziciji, resnični, umišljeni ali samo potencialni. Potem proti politični migraciji, slovenski, hrvaški, makedonski, srpski, albanski in tako naprej. In potem po letu 1948 tudi proti tako imenovanim informim verovecem, tisti, ki so v sporu Tito Stalin podprli, ali pa je politična policija mislila, da so podprli Stalin. To so bili seveda nasprotniki oziroma sovražniki, ker nasprotnikov prejšnji režim ni poznal političnih nasprotnikov. Vsi so bili sovražniki, ki niso bili popolnoma podvrženi temu, kar je trdil in zastopal vrh jugoslovanskega komunističnega režima. Seveda, ker so sovražniki, je potem potrebno oziroma dovoljeno preganjati na vse možne načine. Zdaj, zelo pomembna in danes se to precej odkriva tega, če spremljate recimo proces proti Perković in Mustaču v Mihnu, pa zdaj se pripravlja tudi proces proti tistim, ki so ugradili, zdaj Hrvata Crnogorca, se pripravlja bojda proces, kjer bo eden izmed slovenskih udbovcev verjetno glavni obtoženec, ampak to ne bi se kmalu zgodilo. No in zdaj seveda te mednarodne operacije. Vse mednarodne operacije so bile pod kontrolo zvezne UDBE. Nobena republiška UDBA ali pokrajinska ni mogla samostojno v tujini nastopati. Za vsako pot v tujino, za vsako akcijo v tujini je moral dati pisno odobritev zvezni načelnik UDBE. To je bilo normalno, ker seveda se vodi zveze kontrolirati, ker delovanje tajne politične policije v tujini je vedno lahko zelo močno, če se razkrije, kompromitira državo. Zato je bilo to strogo kontrolirano s strani zvezne UDBE. Seveda, operativno so pa posamezne akcije v tujini pa izvajale republiške UDBE, ampak pod nadzorom in usmerjen zvezne UDBE, ker zvezna UDBA ni imela svoje operative, ona imela samo v bistvu nadzorno in usmerjevalno funkcijo. Ja, jasno, seveda, vse operacije UDBE v tujini in tudi v domovini, v državi so bile tajne. In seveda zato so sodelavci in informatorji, skratka v duhi, delovali v največji konspiraciji. Zato tudi danes zelo težko odkrivamo, kdo so bili te ljudje. Zakaj? Ker so imeli kodna imena. Sodelavci, informatorji, registrirani viri so imeli kodna imena. Zato, da če bi slučajno kdo prodrl tisto dokumentacijo, takrat da se ne bi te ljudje moglo nekdo nepovrščeno prijeti do dokumentacije, da bi se razkrila imena. Večina arhiva udbovskega v Sloveniji ničenega, zato je zelo težko ugotavljati določena kodna imena, ki se pojavljajo v ohranjeni dokumentaciji, možno biti precej gradiva, da lahko ugotoviš, da lahko povežiš, da recimo prideš do neizpodbitnih dokazov, da je nekdo bil sodelavec UDBE. Ampak vse se to vidite, vsake to včasih se kaj vendarle odkrije.
Zdaj, pogledajte, če gremo vseh tega zasledovanja, nadzorovanja ljudi, preganjanja, šikaniranja in tako naprej. Leto 87 je neko tako leto, ko UDBA dela s polno močjo, mislim, kot tajna politična policija. Ker leta 88 z aretacijo Janše Bošnarja, oziroma Tasića, Bošnarja arretirala vojaška tajna politična policija, pa potem s pregonom zavrla še Francija, ta afera EBTZ, začnemo v odboru, pa tudi mladina, takrat časopis začne razkrivati delovanje UDBE in KOS-a. Ko pa ti enkrat daš tajno politično policijo na sonce, se pa začne njena moč topiti kot maslo na soncu. Ampak zato je zame leto 87 tisto leto, ko deluje z največjo močjo UDBA v Sloveniji. Poglejte, takrat je ona nadzorovala natančno 1096 oseb in 1516 z njimi bolj in manj povezanih oseb. Poleg tega so upravili še 6659 popolnih preverb in 24.048 delnih preverb. Skupaj so torej v enem letu obdelovali in oddelali slabih 120.000 ljudi. To je fantastična številka. S tem, da je bilo takrat udbovcev okoli 900 v Sloveniji, redno zaposlenih, pa okoli 3000 sodelavcev oziroma informatorjev. Zdaj se UDBA je porabila številne preiskovalne, nadzorovalne in tudi najbolj brutalne kriminalno-zločinske metode. Ne bi zdaj našteval. Zdaj, najbolj brutalne so seveda likvidacije v tujini, predvsem ugrabitve v tujini, pa bombni atentati v tujini. To so bile najbolj brutalne metode. Po vojni vemo, je pa UDBA sodelovala pri množičnih likvidacijah, množičnih umorih, pa pri montiranih procesih, katerim se dela stroga kazen ali tudi smrt. Zdaj, najbolj spremljen posameznik v Sloveniji, v povojnem, se pravi v delovanju UDBE od leta 1944, že začnejo spremljati Kozbeka, do leta 1981, ko je umrl, je bil Edvard Kozbek. Njemu je napisanih okoli 20.000 strani, ohranjenih je okoli 2000 strani. No, najbolj spremljena inštitucija je bila pa Slovenska katoliška, rimsko-katoliška cerkev. Zakaj? Ker je bila edina organizirana sila izven partije. Nič ni bilo organiziranega izven partije. Nobena dejavnost, javna, družbena, civilna, to je bilo vse pod partijo. Tudi SSDL, pa sindikati, pa Zveza mladine, pa borci in tako naprej. Vse te tako subjektivne sile, vse to je bilo pod nadzorom partije. Edina organizirana sila izven partije je bila Slovenska cerkev. Zato je, in seveda zato so spremljali cerkev, pa tudi seveda pripadnike, tiste, ki so bili pripadniki rimsko-katoliške cerkve. To imate strašna poročila, kdo je hodil na Birmo, kdo se cerkveno poročil, tega imate, koliko hočete te dokumentacije, tega še veliko ohranjenja. Zdaj mogoče bi jaz najlažje na 3 knjigah prikazal, kako je delovala UDBA. Zato bom prikazal 3 moje knjige, v kateri sem to opisal na kratko. Seveda, prvo je Prijateljstvo do velikovca ali kako sem zljubil bombo, ki je razdeljena na 2 dela. V prvem delu opisujem nekega posameznika, Janeza Topliška, neznanega slovenske javnosti, dokaj nisem jaz nekako najdel v zgodovini, ki je leta 1963 skušal z orožjem in propagandnim materialom priti v Slovenijo in tukaj izpostavil samostojno in demokratično slovensko državo. To opisujem v prvem delu te knjige. To ni slika Janeza Topliška. To je slika sodelavca Milana Boriča, kodno ime Žan, ki je skupaj s Topliškom leta 63. augusta prišel čez mejo. Bila je skupina 3, ki so prišli čez mejo z namenom, da osvobodijo Slovenijo. To je bilo utopično, takrat se je. Ampak od teh 3 sta 2 sodelavca UDBE. Zato je jasno, in ta je bil najpomembnejši, ki je pravzaprav pripeljal Topliška čez mejo, nekako na šunto, da tako rečemo, da prije čez mejo, ali v tej skupini, ki je šla čez mejo, takoj po prestopu meje je UDBA vse 3 aretirali. Te 2 sta pot pobegnila, Topliška je mislil, da sta pobegnila, v bistvu so izpustili, da sta pobegnila, Topliška so podpeljali v Ljubljano. Toplišek je do smrti mislil, da so tega in še drugega sodelavca, katerega pa ne kdo je bil Štorjega kodno ime, sta se skrila za ovinkom, Topliška so podpeljali. No, to je ta Borič, ki je v bistvu izdal Janeza Topliška.
No, to je pa Janez Toplišek, ki je aretiran. Tisti dan, ko so ga aretirali, avgusta 1963, ga slikajo na nekje v Udbi, ga slikajo, vidite, oni s sabo tovoril razne pištole, pa eksploziv. Eksploziv mu je dostavila Udba v Nemčiji, on je bil iz Nemčije, iz Hagna. V diplomatski pošti so mu dostavili eksploziv, Udba mu je dostavila eksploziv. Mu ga je predal Žan, prejšnji sodelavec, s tem je on dobil strašno zaupanje tega človeka, ker mu je pač dostavil eksploziv. No, to je ta material, ki ga je vlekel Toplišek čez mejo, propagandni material in tako naprej, tudi ga slikajo. To je še nek material, ki so ga tovorili ti trije čez mejo, so že rekel 20 sodelavcev Udbe. Zdaj Topliška obsodil na 14 let zapora. Najprej ga pošlje na Rab, ampak Rab ni Rab, Rab je Goli otok. Sprav bil najprej na Golem otoku, spodna slika vidite pa v Stari Gradiški. Vidite, zgoraj je človek še kar nekako, bi rekel, psihofizično v redu izgleda spolje, v Gradiški čez eno leto je že viden propad tega fanta, relativno mladega. Potem on pobegne iz Stare Gradiške, to so slike pobega. Iz dveh bil sta z enim kompanjonom zbila neko lestev, na drugo stran, na zgornji del lestve sta privezala vrv, naslonila sta na zid, ki je visok 5 metrov, gorela še žična ograja, to nekaj lahko vidite na tej sliki, splezala sta z gumestnimi rekovicami, gumestnimi škorni ali patikami, sta skočila in sta preplezala in ograjo in žico in se spustila na tla, tam se včakali in vidite že mrtva trupla tle Topliška tega njegovega kompanjona, ki leži na drugi strani zidu. To je truplo Topliška, dobil 24 trogel, spredaj in odzadaj. Se pravi, da je šlo za umor, da so ga čakali in da so vedeli, da bo pobegnil, so ga čakali na drugi strani. Seveda, zdaj to, bi rekel, dokazati po tolikih letih, seveda ni več mogoče, ampak šlo je za, jaz mislim, sigurno za naklepni umor. To je ena taka žalostna zgodba. Naslednja knjiga je pa, to je zdaj nemški prevod, Bomben atentate, gre pa za knjigo, no, to gre v bistvu za drugi del te knjige od Belceta Velikovca. V nemščini ima drug naslov, za tačnih razlogov, ko so dali drug naslov v založbi. To gre pa za atentat v Velikovcu, ki sta ga napravila, bombni atentat, ki sta ga napravila Luka Vidmar, uslužbenec Ljubljanskega centra službe državne varnosti za Ljubljanske udbe in pa sodelavka Mariborske udbe. Blajeva, Mira Blaj, sta septembra 1979 prišla v Velikovec, v Brangovski muzej. Vidite tukaj na sliki, vidite nek pano, na zgornji sliki, kjer je krogec. Tam je prišel Vidmar, Blajeva je takrat zamotila kustosa v dve sobi zraven tega eksponata in on se je naslonil na ta pano, ki je težek okoli 70 kg, ga je nagnil in z nogo potiskal bombo, ki je bilo v zavoju nekam, in bil gor to že ura naštimana na 10 uro zvečer, je potiskal bombo pod ta pano. Ne vemo, kaj se je zgodilo, verjetno je mogoče pano pritisniti na bombo, karkoli bomba je eksplodirala pod njegovimi nogami, eno nogo mu je takoj odneslo, drugo so mu komaj rešili v najboljši kliniki avstrijski na Dunaju. Tudi Mira Blaj, ki bila dve sobi zraven in ta kustos sta bila težje poškodovana. To so pa zdaj seveda slike tega razdajanja. To so nočne slike, vidite to sobo. Vidite zunanji del. Strop se je vdrl dol. V 10, če bi se to se je bilo v 5 popoldne. In opeke, ne vem kaj, vse je tem po trgu, ki je pod to hišo, mnogo avtomobilov poškodovanih za čuda, nihče noben človek ni bil zadet od teh padajočih stvari. Strop se je pa vdrl, če je bilo to v 10, je predvidel nek sestanek
v mestni hiši, bi lahko bili tudi mrtvi ljudje, ne. Čeprav nisem hotela, da bi ni bilo predvideno, da bi ljudje umrli, oni so malo samo prestrašili. Strašilno to bombo vržil v Rikovcu. To je neposrečen tak. To so dnevne slike, vidite, kako je to sobo razdajalo, kjer je bila ta bomba. To so tudi notranji posnetki te sobe. Zdaj seveda, težko dokazovati, 30 let potem sta Ertl pa Zemljanič, ki sta bila takrat odgovorna, Zemljanič notranji minister, Ertl načelnik Udbe, sta dokazovala, da je bila to samostojna akcija Udbaša, da niso oni tega, da Udba, vrh Udbe pa politike tega ni odobril. Jaz sem pa najdel vendarle nek dokument v arhivu Slovenije, zapis Staneta Dolanca, da se ga spomnite, da je bilo to povezano z tajnimi vojaškimi civilnimi službami pomenov politik. Titova desna roka nekaj leta, da v tistem času je bil že malo nemilosti, ampak še bil močen in tudi po Titovi smrti bil notranji minister in tako naprej, član predsedstva in tako naprej. Iz tega zapisa, ki ga je napisal januarja 80, se vidi, da so z atentatom stale federacija in republika, se pravi federalna politika in republiška politika. To je ta dokaz, ta dokument, ki lahko v knjigi podobno preberete. To so pa ti akteri, no takrat, vidite tle na skrajni desni je zgornji sliki, tukaj na spodnji je pa Zemljanič, slikana v tistem času. Seveda, oba sta bila takrat ujeta na licu mesta, bila je pa Vidmar Svojna v Avstriji, sta bila 4 leta in sta lahko 2 leti zamenjena za enega avstrijskega špijona, ki je tukaj sliku vojaške letališča, pa so ga ujeli naši, pa so ga zamenjali v teh 2 letih. Vidite, Velikovška atentatorja in špijon Lakner, to je ta Avstrijc, so svobodni. Po 2 letih so jih Laknerjev pa v zaporu leta 77 na Dobu. Potem druga knjiga je pa, to je prva knjiga, iz 2 delov sestavljena, to je pa druga knjiga je pa Ugraditev enega srbskega poslovneža, ki ga je izvedla slovenska Udba. Zato je sem jaz pisal v tem, ker je bila to akter slovenska Udba, ker se je večina stvari dogajala v Sloveniji. To je ta Bata Todorović, srbski poslovnež, to je okvir družine, to so slike, ki sem jih dobil v Beogradu, ki mi je dala njegova družina. To je njegova žena, še živi, pravzaprav se je ločil od nje, to so pa hčerke žene, prijatelji. To je slika poroke Bata Todorovića s to Liljano Petrović, se pravi Liljano Todorović poznaje. Zakaj je to pomembna ta slika? Zato, ker vidite v sredini, na levi sliki v sredini in potem na desni sliki, na desni strani je Đoka Anđelković, njegova poročna priča, ki je 2-krat neuspešno poskusil organizirati njegovo ugraditev. Njegova poročna priča, vidite, kakšne metode je uporabljala Udba, kakšen profil človeka je ta poročna priča. Zato je ta slika zanimiva, da Đoka Anđelković je organiziral ugraditev temu, kateremu je bil poročna priča. No, ta slika je pa pomembna zato, ker je na desni strani Obren Đorđević, to je pa šef, to je pa bil pomočnik šefa beograjske Udbe. On je poznaj postal šef srbske Udbe. On je skupaj z Zemljaničem načrtoval in potem Zemljanič uspešno izvedel svojim fanti ugraditev Bate Todorovića v Italiji. Zdaj, zakaj se hotel Bata Todorovića ugraditi? Zato, ker je bil on bogat človek, poslovnež v Münchnu in so smatrali, da je povezan z Rankovićem, ker je imel vikend v Dubrovniku nasproti Rankovića. In sta prijatelja, najprej je bil v Udbe angažiran Bata Todorović, da spremlja Rankovića, po padu Rankovića leta 66, ampak on je dajal lažna poročila. Udba je to ugotovila, ker je imel okoli njega cel kup sodelavcev. In so Rankovića skozi spremljali, so videli, da Bata Todorović laže v svojih poročilih. In so začeli sumiti, da je pravzaprav on privržen s Rankovića. In so se bali, da bi on z denarjem omogočil Rankoviću ponovno politični razpon. To je bil zdaj razlog, zakaj se ga hotel ugraditi. Bata je to začutil in ni več hodil v Jugoslavijo. Se pravi, treba je bilo ugraditi. To je šlo z najvišjega nivoja. Jaz v knjigi se zelo jasno vidi, da je najvišji jugoslovanski politični vrh odločal, predvsem
mislim, da je bil Tito, ki je bil paranovičen na Rankoviča, da se Bata Teodorović v Nemčiji najprej, ker je živel v Mihnu v gradu. In v knjigi to so neke skice, kako so udbovci Zemljaričevi pošiljali v München, natančno spremljali vsak korak po urah Todorovića v Münchnu. Obstajanje 50 strani te dokumentacije, natančnega spremljanja, ampak ugradili ga pa niso v Münchnu, ampak ko je šel iz Italije proti Münchnu nazaj z nekaj poslovne poti, so ga na meji na Brennerju, so ga obkolili z avtomobili, udbovci zvlekel z avta, malo pretepel, omamali in spravili v Ljubljano, v dom Maxa Perca. Če poznate, v sam center Ljubljana. Zdaj sem najbolj dokument, kdo je ugrabil. Vidite, tukaj imate imena, to je leta februar 1975. Zakaj je zanimivo? Ta imena tisti, ki neposredno sodelujejo pri ugrabitvi. Ker je tukaj tudi omenjen Luka Vidmar. Se pravi, Luka Vidmar je leta 1975 sodeloval pri ugrabitvi Bate, leta 1979, kot je že povedal, pa nastavil bombo v Velikovcu. To je razgleda neka ekipa, ki je delovala zelo uspešno do Velikovca v tujini. Še drugi udbovci, to je vse obravljeno v knjigi z imeni, priimki, kdo je posredno in neposredno sodeloval pri ugrabitvi Bate Teodorovića v Italiji. Vidite, to je podpis neke zaveze, ki je mogel vsak, ki je sodeloval pri ugrabitvi, podpisati, da ne bo nikomu, ne v udbi, ne izven udbe, se pravi tudi udbi veliko ljudi ni gledal za to akcijo, ne bo nikomu povedal. In so podpisi teh, ki so sodelovali, in je bilo vrgli temu v službe, kazensko ovali in vrgli iz partije, se pravi, zato vsi člani partije, ki so to izvedeli, to ugrabitev. To je bila zaveza, podpis, stroga zaveza o molčečnosti. Zdaj, kaj je bilo z Bato? Bato so pripeljali v dom, seveda tajno, v dom Maxa Perca. Vidite, tam je krogec, to je soba, kjer so njega držali 8 mesecev. Skozi sta dva stražarja v sobi, ena sobca je bila pa zraven izvajalnik, pa tuš, pa stranišče in tu vse je bilo zagrnjeno, nikoli so okno odprli in tako naprej. Kaj je zdaj pri tem zelo zanimivo? Bata Teodorović je potem, ko so ga obsodili, začel se pritoževati, začel pritoževati, da je bil ugrabljen. In je rekel, dokaz je pa to, pejte v dom Maxa Perca, namreč oni so na blazinah pustili znak Maxa Perca, kar je zato ugotovil, da je bil Max, drugače ne bi vedel. Pisali na blazinah pa na odejah dom Maxa Perca. To je bila z vidika udbe slaba poteza, da je on vedel, kje je bil, ko je bil ugrabljen. In potem je rekel, do tiste garsonjere, oziroma sobe, ker sem je zbil, vodi 88 stopnic. On je, ko so ga odprli, nekaj preštel stopnice. In jaz sem šel to šteti. Jaz sem takrat, ki je bil Gorenak, minister izkoristil priložnost. Gorenak mi seveda dovolil v pogled v te prostore, ker še danes tam policijski dom Maxa, ni več Maxa Perca, ne več. In sem šel prešteti te stopnice. In je točno 88 stopnic. Zato je naslov knjige 88 stopnic do pekla. Peklo se je ponovno spodine, ampak tukaj je bil pa zadnji, bil pa 88 stopnic nad zemljo. No in to je ta soba, to so te stopnice, to je pa ta soba, danes je to vse obnovljeno, se pravi, tega pogleda on ni imel. Zdaj kaj? On je zdaj ugrabil. Oni ga zaslišujejo, tajno, seveda vse v Ljubljani, neprestano ga zaslišujejo, tudi Zemljarič ga je prišel, zaslišujejo, in je rekel, povej, da smo te legalno prijeli in boš dobil manjšo kazen. On je hotel, da ga sodijo, da on pove, da ga niso ugrabili in da bo potem dobil manjšo kazen. Takrat Bata na to ni pristal, zato so naredili nek celoten, strašen načrt, kako bo legalizirati, zapravo zakonen, ker je bil legalno stanje, država ne sme ugrabljati, to tudi država, tega niso smeli priznati. In so ga omamali, pelali na Kras, oni mislijo, da so ga predali italijanski mafiji, predali so ga pa udbovcem, ki so govorili italijansko, pa ga je ta kao italijanska mafija spet dala nazaj v Jugoslaviji, oziroma so ga dali v prepelali, Bata je mislil italijanski mafici, so ga prepelali v Žusterno, v nek hotel, v Žusterno. To so slike te sobe, kjer je potem najdela javna policija. Udbovci so ga spravili v neko privezali, zavezali oči, omamili
in so ga pustili eni sobi v Šosterni, v dependansi. Potem so klicali na javno policijo, javna policija se ni vedela, kaj se dogaja in so prišli kaj in so naredili Baka Todorovića. In potem, ker so bili tiralice za njim, so ga kao zakonito ujeli v tisti sobi in so ga pelali s helikopterjem v Beograd. To so slike, policijske slike, teh povojev pa vrvi, alpinističnih vrvi, s katerimi je privezan na tej sobi, kjer so ga potem javni policaji našli, miličniki policaji. No, v Beogradu ga sodijo, tožilci zahteva smrtno kazen, ker niso naredili nobenih povezav z emigracijo pa z Rankovićem, so ga obsodili za ekonomsko kriminaliteto. Javni tožilci zahtevajo za rušenje osnov države smrtno kazen, dobil 20 let. To je slika sojenja. On je tam bil v Ječi, preživel tam okoli 9 let, potem so ga na smrtno Langa spustili nekaj mesecev potem, ko je bil pogojno izpuščen ali pa pomeščen iz zapora, je Bata Todorović umrl. No, potem je pa še zadnja knjiga, ki je bil predstavljena hitro, to je pa Kliči U za umor. U to seveda pomeni umor. Tu gre pa za Hrvata Stjepana Crnogorca, študenta, 40 starega fanta. Na začetku neka biografija njegova, on izhaja iz Hercegovine, iz najbolj hrvatskega dela, veliko da so najbolj zavedni Hrvati, ki je katolištvo in hrvatstvo so najpomembnejše deli vzgoje bili, čeprav to v komunistični Jugoslaviji. Na koncu tam desno je najmlajši Crnogorac, Stjepan. Potem je slika iz vojske. No, on je šel pa študirati najprej v Zadarsko in pozneje v Zadarsko katoliško klasično gimnazijo, potem je šel pa študirati filozofijo kot frančiškan v Salzburgu. Filozofijo oziroma teologijo. In tam je pa stopil v Hrvatsko, ni bil ustaš, kot danes pravi v Evropi, ampak je bil član Hrvatske revolucionarne bratovščine. Najbolj ekstremne hrvaške politično-migrantske skupine, kjer vsa sredstva so bila zanje dovoljena zato, da naredijo Hrvaško samostojno in parlamentarno državo. To so neki dokumenti tega HRB-ja, oni bil po vojni rojeni. Vsi ti fanti v HRB-ju so bili medvojno rojeni ali pa po vojni, tako da neposredne zveze z ustaštvom niso imeli in tudi sem mislil, da so ustaši preveč mehki v svojem povojnem delovanju. Treba upravljati tudi teroristične akcije proti jugoslovanski komunistični državi. To je zdaj Crnogorac v hiši, kjer so ga ogradili. To je slika, ko gre še prej, so ga ogradili. On je bil tudi fant, ki je prirejal razne zabave, pel na kitaro in tako naprej. In skoraj do svoje ograditve hodil v Jugoslavijo. To pomeni, da udbovci niso imeli pojma, da je on član skupine, ki se je pripravila, da bo prišla v Jugoslavijo. Kot gverilska skupina, tista znana skupina Radoša oziroma Feniksec. On se je dejansko vadil z temi, ki so pozneje prišli v Jugoslavijo, en hribu zraven Salzburga se je vadil v Streljani. No, potem pa on ni odšel s to skupino 17 v Jugoslavijo. Zdaj, da se je ustrašil. In Udba je pa takrat začela že sum, nekje že na začetku leta 1972, da Hrvatska revolucionarna bratovščina nekaj pripravila. Nismo mogli sodelavcev spraviti v center te organizacije. Skoraj vse organizacije so prodali svoje sodelavce, skoraj vse hrvaške, migrantske, pa slovenske, pa srpske. To pa niso mogli podreti. Zato, ker so te ljudje delovali predvsem v Avstraliji in prišli z avioni in z ladjo iz Avstralije v Avstrijo in potem odšli večina teh v Jugoslavijo. In slovenska Udba se je vključil v akcijo Venero, januarja, februara 1972, ker Udba sluti, da se pravi nekaj večjega s strani HRB-ja. Zdaj, oni so šli junija, pridejo v Jugoslavijo, ugrabijo tovornjak in se prepeljajo neopazno do središča Bosne. V Bosno, do
Radoše in tam zajamejo neke lovce in takrat Udba šele zve, da so prišli v center Jugoslavije, da je prišla zelo dobro oborožena izdelana skupina hrvaških emigrantov, diverzantov in takrat Udba podivja in začne se lov, se to je mogoče kdo kaj ve, in potem seveda se angažira tudi slovenska Udba, to je ne vem koliko 100 sodelavcev se angažira in seveda začnejo te ljudi tam loviti, ogromno teh diverzantov jamejo, večino teh se pobili, tudi ranjencev, nekaj jih padlo v borbah z JLA in pa strahlano obrambo, 4 so potem pustili na smrt. 4 so pustili, 4, ki so hteli, jih niso likvidirali tako, ampak so jih sodili. In 3 so pustili na smrt, enega, pa na 20 let, ker je bil mladoleten. Kakorkoli že, Udba se boji, da prihaja še nove skupine in da bo ena izmed njih vodil Stefan Crnogorec. Takrat ujetniki, ki jih zastrešujejo, te, ki ujamajo v Jugoslaviji, začnejo govoriti o neki skupini Stefana Crnogorca, ki bo prišla iz Salzburga v Jugoslavijo. In Udba v nekaj dneh pripravi, organizira in izvede ugrabitev Stefana Crnogorca v Salzburgu. Pri belem dnevu, sredi Salzburga, pridejo, ga ugrabijo in ga pripeljejo v Slovenijo, v Ljubljano. To je ta hiša, iz katere je bil ugrabljen. Mi natančno vemo, kako je ugrabitev potekala. Zakaj? Ker je Udba v ilegalnem zaporu Crnogorcu naročila, da natančno popiše, kako je bil ugrabljen. To je original, obstaja v arhivu Slovenije. 150 strani njegove pisave, piše vse svojih zvezah, kaj je delal v Salzburgu in morajo opisati natančno tudi svojo lastno ugrabitev. Zato imamo strašno dobre podatke, kaj se je takrat dogajalo. Roman Leljak je najdel tudi lažni potni list, sliko Stefana Crnogorca, ime Gorac Marko, rojstni podatki so točni. V tej skupini sodelavcev Udbe, ki so ugrabili in pripeljali Stefana čez mejo, je bil tudi avstrijski carin. In ta je verjetno spravil Stefana 46, ja, to je na dobro rostni dan. A danes? No, to je pa 69 let, tako je, ja. Neverjetno, ne. Kakorkoli, lete, on seveda tega ni upisal, zato ker je bil omamljen, ampak ni predpostavljeno, jaz sem Leljak, da so ga z ladnim pasom omamljenega s pomočjo avstrijskega carinika spravili avstrijsko, ne jugoslovanskega, ni več problemov, ker je dogovorjeno, da se stvari izpustijo. To je pa nekronski dokument, če ne najboljši dokument, ki smo ga doslej našli v arhivu, kjer Boris Mužič, pomočnik slovenskega načelnika takratnega Egona Konradja Udbe, piše Gorencu v Beograd in pravi, da potrebuje tisti, ker je zvezdna Udba vedno financirala te zvezdne akcije ugrabitve, ki je bila dogovorjena vedno na zvezdni ravni. Oni so to financirali in prosi za denar za tistih 9 sodelavcev, ki so pomagali pri ugrabitvi Stefana Crnogorca. Se pravi, tukaj imamo dokaz za krvavi denar, da zneski so tukaj, vidite, jaz sem preračunal, če kaj je danes pomen, sem že tu zabil, kar precej denarja bilo na vsakega posameznega sodelavca. Tukaj je pa ta Franz Frankl, to je ta sodelavec Udbe, ki je bil avstrijski carinik in je se predstavil Stefanu kot avstrijski policaj. Zato je Stefan tudi odšel iz hiše z njim. Zdaj pa še to en dokaz, kako je jugoslovansko politično vodstvo neposredno vpleteno v likvidacije. Tito pravi septembra na nekem sestanku predsedstva za te akcijo Radoša, teh 17, tistih, ki so mrtvi in tistih, ki so ostali živi, se pravi, tistih 4, bomo sodili, kako je potrebno in ve se, kakšen mora biti rezultat tega. Se pravi, gledajte obsodba na smrt, na tipo obsodba na smrt. Tukaj se vidi, ko prav tisti, ki so mrtvi, da je tudi takrat že Stefan Crnogorec mrtev. Namreč, mi vemo, da so ga ugrabili, mi vemo, da so ga zasliševali. Zadnji dokument o zaslišanju je 17. 21. julija, se spomnim natančno, od takrat naprej izgine, ga ni več.
takrat je bil nekje v tistem času likvidiran. Mi iščemo njegovo truplo skupaj s sestro in njegovimi sorodniki. So ljudje, ki so želili, ki to vedo, pa očitno si ne bodo olajšali vesti. No, to je pa njegova družina, brata in sestre, ena manjka. Tukaj je že grob v Sovičih, kjer je pripravljen že njegov spomenik manjši pripravljen. Jaz bi samo še rekel, da bi spomin Bučar, bi vendarle se premalo poudarja Bučar in Udba, jaz sem to vse opisal v knjigi Veliki in dolgi povod Nove revije, ko je slika teh Nove revijašev, vidite sredi Bučarja. Bučar je bil najbolj spremljen posameznik v zadnjih letih propadlega slovenskega socialističnega režima. Najbolj spremljen posameznik je bil France Bučar. Toliko seveda v njegov, tudi ta del njegovega spomina. Hvala lepa. Hvala, gospod Omerza. Torej, po tej predstavitvi bi lahko rekli, da bi lahko na podlagi teh vaših knjig napisali kakšne dobre scenarije za kakšne zelo napete filme. Mogoče omenimo še druge knjige, ki jih danes sicer niste omenjali, so pa šle tudi v tem zadnjem času, in sicer prva, s katero ste naredili nekakšen preboj, Edvard Kocbek, osebni dosje številka 584 leta 2010. Potem poleg teh oziroma treh predstavljenih in omenjenih še knjiga JBTZ, Čas poprej in dnevi potem, in pa letos poleti je šla knjiga Karla, in sicer Udba o Dragi, torej o tem dogodku katoliških intelektualcev na oni strani meje. Mogoče za začetek, torej slišali smo na začetku, sem kratko predstavil vašo življenjsko pot. Pravzaprav je zanimivo, da ste teh 15 let svojega življenja, da celo več, posvetili prav raziskovanju tajnih političnih arhivov oziroma raziskovanju Udbe. Kaj vas je pravzaprav nagnilo k temu oziroma pripeljalo do te posebne odločitve? Slučajno, prijatelji smo bili skupaj v odboru, smo se odločili, da bi napisali knjigo v odboru. Smo se podobno šli v arhiv gledati, kaj bi se dalo v arhivu dobiti. No, potem, ko sem začel pa to gledati arhiv, sem pa videl, da je bolj zanimivo kot sam odbor, kako je odbor nastal, se pravi te silnice iz 80 let, družboslovenske pisatelje, Nova revija, Mladina, razni posamezniki, civilna gibanja in tako naprej. Da je to zelo, sicer se veliko v tem ve, ampak da je ta arhivsko delo pa namen še nekaj razumljen, predvsem kako je Udba pospremljena. In leta 2005 je Janša vlada odprla pravzaprav arhive Udbe in tako da se to raziskovanje začelo. To me je potem na pot. Ko sem začel pa gledati silnice za 80 let, ki se pripravljajo do odbora, tega izbruha strahotnega, 200 članov praktično, skupaj s kolektivnimi in danem kolektivnimi. Sem pa prišel tudi na pomemben del teh povojnih pobojev, Kocbeka sem pa začel potem še niže. V letu 1975, pa za Kocbeka sem šel še niže, tam do leta 30, pa sem se počas dvigal, sem prišel potem že do leta, z Karla sem prišel že do leta 90, z JBTZ do leta 88, tako da se bolj počas dvigam proti tem zadnjim letom. Zdaj na ključi ali ne, pa zelo blizu ste bili tudi Janši takrat v času afere oziroma procesa JBTZ oziroma sploh teh dogodkov. Vi ste bili direktor Proada, ne? Oni bo moj pomočnik. Torej, tisti slavni dokument. Ja, zdaj, jaz sem to opisal, kako je ta dokument prišel do Janše. Jaz sem bil zdraven, ko mu ga je zavrl predal. In tudi vojska potem, ko se je potem ta krog ugotovil, kako to potega, se
seveda, to so bili takrat čoki. Mi smo zelo malo vedeli, jaz osebno v Udbi vedel sem, da obstaja neka tajna policija, ki se je treba vrti, ki poslušuje, ampak nismo nikoli nobenih stikov prej, ne da bi vedeli. Potem, kar naenkrat pa se da hišne preiskave, tajne preiskave, potem javne, za tajne nismo vedeli, seveda, javne preiskave, odrejali se me zaslišanje, Janša so države, ne so skusni. To je pa kar zanimivo, kar je pestro. In potem samo oblikovanje odbora, smo bili tudi zraven? Ja, seveda, ker smo bili tako tesno povezani z Janšo, smo potem nekako se rekel, vse te gibanja, civilna, družbena, društvo slovenskih pisateljev, Mladina, Nova revija, vsi ti akterji takratnih dogajanj, civilna, družbena gibanja, mirovniki, ne, kaj vse, ne, v parih dneh se je to vse združilo. Prej smo se nekako tako vsak, bile se neke osebne zamere, bile se neke nazorske zamere, tudi Cerkev tako prišla zdravo, ne, Komisija za pravične zamere, da je tudi drugi dan dala izjavo, ne. Se pravi, vse te silnice so kar nekaj se koncentrirale na neki točki, smo imeli te sestanke, ljudje, ki se med sabo nisi trpeli pravzaprav, ne, so kar nekaj se med sabo pogovarjali, razmišljali, kaj bo najbolje narediti, nastalo neko neverjetno gibanje, ne, ki je spremenilo tok slovenske zgodovine. Ta tok bi se spremenil, ne, na drugih vprašanjih, ne, recimo na ustavno vprašanje je prišlo že prej do nekega velikega gibanja, ne, ampak tako silovito, tako naenkrat, kot je ta aretacija Janše, pa potem Tasiča, pa hkrati Boštnja, ne, pa še preganjanje zavrla, kako je ta združila, rekel, to opozicijo, ne, to oporečništvo, tudi partija, danes ne, če verjete, repeto knjigo prav, Štefan Kužem prav, ljudstvo se je dvignilo, ne, prelevate zdaj. Ona prav, pa njen mož pravzaprav zakupu to, ne, ko so Janšo predala partija, predala v roke vojaškim preiskovanjem, ne. Ampak res, tudi osnovne organizacije komunistov so pristopale k odboru, osnovne organizacije Zveze združenih borcev, ne, se pravi, nekaj se je začeli prelamati, ne. Tudi partija sama, ne, se je začela na nek način, se je mogla začeti prilagajati. Zdaj, kot ste že omenili tudi sami, velik problem pri tem vašem delu predstavljajo torej ti uničeni arhivi. Zato, če se prav spomnim, rekli, da je bilo nekje 20,000 strani, vi ste našli na 10%. A je to neko razmerje še ohranjenih dokumentov, glede na, bi lahko to rekli? Jaz sem najdel, da se do leta 66 podatek, koliko so strani napisali, potem se to ekstrapoliral do leta 81, ne, in se prišlo tudi, ne vem točno, tam nekje približno 200,000 strani mogli napisati, to so prisluhi, prisluškovanja, analize, zasledovanja, ne. In tudi, ko bereš, problem je to, koliko je uničenega, ne vemo, ker ne vemo, kaj vse je uničenega, če ne veš osnove, ne možeš vedeti, kolikšen delež je ostal. Ampak po raznih zgodovinarji nekako proučujejo, koliko te metre, koliko je bilo metrov tam, koliko je bilo mikrofilm in tako naprej. Nekje so ocene od 80-90% uničenega udbovskega materiala. S tem, da dejansko vidim to tudi pri Karli, ko sem delal, da vidim, da je prav nekako desetinke ohranjeno. To izkustvene občutek. Lahko da še kaj najbolj, pa se bi ta odstotek se ne bo povečal na 30, ne. Se pravi, ker vendarle vemo, da vržem, kje so kakšne stvari iz katalogov, tako da jaz računam, da bo tam bolj 90% uničenega kot 80%. S tem, da bo moral vedeti, da so pa nekateri deli, predvsem zadnja leta, pa popolnoma uničeni. Vi nimate več dosega Kapla, to je Janez Janša, nadzor nad Vi nimate dosega Tikveš, to je nadzor nad Bučarjem. Vi nimate celega kupa dosegov, ki vemo kodna imena nadzora in vemo, da so se vidi iz katalogov, iz hranjenih spiskov, piše črtano, uničeno, tako da so nekateri stvari pa 100% uničeni. No, sreča je pa le ta, da so nekateri ti dokumenti, ki so uničeni, ki so zdaj v kopijah, so bili v drugih fajlih, v drugih fondih, ne, so pa tam delno ohranjeni. Jaz sem najdel samo en dokument, kako se je prisluškovalo do Vredišče Nove revije. Ampak če so prisluškovali v Vredišče Nove revije, smo prisluškovali leta, ne. Jaz sem najdel en dokument, ne. Se pravi, da je tega uničena 99,99%.
da treba vedeti, da je nekje uničeno morda. No, potem imate pa nek segment, ti graditev Bata Podobiča, ker naj bi pa 600 strani. Ker je nekdo nekje pozabil neko mikrofilme, imate pa fantastično zgodbo napisano, ali pa tudi Stepano Crnogorcu imate ogromno dokumentov, njegove graditvi, vseh teh zadev. Se pravi, nekje je veliko ohranjenega, nekje je nič, v povprečju pa tam veliko, skoraj 90, možno način, v povprečju, vse motoče. Torej, če so nekateri dosjeji povsem izgibni, predvsem ti iz zadnjih let, potem to pomeni, da je bilo to uničevanje sistematično načrtovano. Ni bila neka panika takrat na koncu, ko so se ti procesi začeli. Zadnjo uničevanje je bilo zapovedano marca, 7. marca 90, Ivan Eržen, zadnji načelnik. Mislim, zadnji, 4. maja, potem Štefan Petroš, ampak zadnji. Tam potem je realiziral upravitev JVTZ proces, skupaj že nekaj. Ivan Eržen je zapovedal uničevanje in 16. kjer je bilo zapovedano v enem mesecu treba uničiti. Uničevalo se je že 16. maja, pozarna datum. Marca je bilo mesec pred demokratičnim volitvami in 16. maj je pa en dan pred nastopili Mosovlada. Ker sem najdel zapise o zadnjem uničevanju. Se pravi, ta del zadnjih let so verjetno uničili v tem masovnem uničevanju marca, aprila in maja 1990. Rekli ste, da ste... In je že posebna zveza z Mirom Kučevom. Rekli ste, da ste nekatere dokumente našli tudi v nekaterih drugih dosijajih, kopije. Tako. Kaj pa kopije v Zvezdnem arhivu, torej v Beogradu? To je hermetično zapravo. In? Je zapravo. Pa je kakšna možnost, da bi Slovenija dostopala tega dokumenta? Prava vlada, ki bi v pristopnih pogajanjih Srbije k Evropski uniji zahtevala, da se da to, kar je prišlo v Slovenije v Beograd, ne samo Udbe, ampak tudi Kosa, ker je bilo v telu ljubljanskem vojaškem armadnem območju, Kose se je odpeljal v Beograd, oziroma vojska, ko se vnikala in vse odprava, in ko so nekaj počka papirja, da se vrnejo za ljubljansko armadno območje, ali pa skenirajo te dokumenti, in se vrnejo ena kopija v Slovenijo in vse, kar je Slovenija postala v Beograd in vse, kar je zvezdna Udba delala, kot zvezdna organizacija, da se to, da mora Srbija dostala v Sloveniji ob pristopnih pogajanjih, mislim, če hoče priti v Evropsko unijo, če naprava vlada, da bo to posebno. Skratka, neka naloga, ki verjetno čaka našo prihodnjo politiko, če je to seveda prepoznala kot ena od svojih nalog. Mogoče še eno vprašanje, potem pa dal besedo vam. In sicer mogoče tole, vaše delo v arhivih je seveda imelo tudi velik politični odmev v smislu oblikovanja zakonodaje okoli teh arhivov. Ste rekli, 2005 je Janševa vlada odprla, potem se je zgodilo nekaj, referendum in tako naprej. Skratka, zdaj so arhivi, kako ocenjujete, skratka, tudi dostopnost v tem prerezu 10 let in pa v teh političnih zakonskih spremembah. Resno razkrivamo srečo, da je, zdaj se stvari morajo aktualizirati, se pravi, počnejo določeno vsebine. To je strašno zamudno, ker niti ni to problematično, če se prečrta, kdo je s kom spal. Ampak problem je v tem, da je to zamudno pravilo in da arhiv za to nima kadrov. Jaz sem zadnjič naložil nekaj vseh dosje, ki bilo treba analizirati, sem čakal 4 mesece, da sem analiziral 150 strani. 150 strani pogledamo ena dnevo, levo roko. 4 mesece čakaš, ti 1000 in 1000 strani, to čakaš leta in leta. No, ampak za večino arhiva, če dobiš dovoljenje arhivske komisije, ni analizacije. In ker je pa komisija naklonjena temu raziskovanju, ne postavlja zapret. V tistih, ki resno raziskujemo, smo vsi dobili to dovoljenje arhivske komisije in smo premagali to analizacijo. Jaz sem se predvsem pri tem zakonu bal, ker so bili določene zaostritve okoli pridobivanja tega dovoljenja, ker po Janševem zakonu je bilo zelo preprosto. Vse je bilo dovoljeno gledati, samo mora se podpisati, da kar bo občutljiv vseh podatkov, da ne boš javno znašal. Samo podpisal in se lahko vse gledal, vsak je pa šel odpil. Zato je to izjemno odprto.
tem zorganizacijo se je delno zaprl, predvsem za enega, ki nima tega dovoljenja, seveda čakal mesece. Zdaj, ko smo pridobili to dovoljenje, jaz sem se bal, da bo to velike težave, pa niso bile, imamo srečo, da tudi komisije niso uspeli za njega, ki se vlade, ki se pročlani. Tako da zdaj imamo ta dovoljenje, tisti, ki resno raziskujemo mi in zdaj teče delo tukaj. Izvolite. Izvolite, gospod. Začetek prevaži leta 2020. Takrat je slavnostno Rebec, in minister je naznanil, da je izdal voj. Zares znanega storitelja, zaradi mišljenja šlo. Kje je zdaj ta zadeva? To je ena zadeva, ko je druga, me zanima. Še bolj pokazati, me zanima, tudi danes. Metode delovanja, tudi danes tukaj izdati, ker ta še vidno je. Mi je vsega, ampak povedimo, kaj je izkore. In bi bilo zelo manj imeti kakšna inštrukcijska predavanja, kako se tega. Kjer ni zaprti. Kjer ni zaprti. Tretjič pa, meni je bil Janez Stopišek, ne? Ja. Ta je bil v publiku prepelan v Slovenijo, ne? Ko je moral, tam da tisti varej. Stari Gradiški. Stari Gradiški? V zaporu, ja. Ja. Tam je znala ime, Janez Stopišek. Ima kakšnega sina? Ja, imamo, smo v Nemčiji. Ne, meni se je skočil. Javil en Janez Stopišek. To je ta Janez Stopišek, ki je verjetno ta rodoslovec, ne? On je pravnik, je delal na Kemijski inštitut. Javil se je po zmezi za smrtjo Mora Mikanoviča. Janka Ramba. Zelo zanimivo. Mera sensacija tako nična spremlja. Niso roži. No, ne vemo, da je. No. No, recimo, vse tudi ima vrna. Tu pa danes unil. Ja, Grilce vadba. No, Grilce dal proti neznanemu, je pa proti znanemu, ne? Grilce dal proti neznanemu, storilcu vadbo, Eva Irgl pa proti znanemu, proti Ivanju Erženu, ne? Ker ostali dokumenti. Zdaj sem bral časopisov, da so sprašvali neki novinarji in se raziskuje. Komu je pa dala Eva? Proti Ivanu Erženu. Ivanu Erženu. Ne bi počel javno. Zdaj, Vrhovni, ne? to mora pa zdaj Eržen povedal, bo naročil, ne? Drugače pa Ivan Eržen podpisal, ne? Ampak ti Ivan Eržen ravno konec povedal, ne? Ker je zdaj zaslišen v Mihnu, ne, če ste spremljali, in je videokonferencala in je tako lagal, da bo sodnik rekel nemški, če bi bil v tej dvorani, bi dal zapret. Bo rekel nemški sodnik, ne? To piše danes reporter, recimo. Ja, ne? Udba danes, zdaj, jaz mislim, da se skozi te pritiske, predvsem na ta arhivsko zakonodajo vidi, ne, Pahor je to rekel, da so strici iz ozadja vplivali na njegovo politiko, ne. In on je tudi v bistvu bil odgovoren, da so te arhive zaprli. Pahor pa Majda Širca, ne. Ima odgovornost za to, ne. In potem, ki je odšel s funkcije, ali mislim, da je potem, ko je bil kandidat za predsednika Draj, govoril, da so naga pritiskali strici iz ozadja. Nikoli ni hotel povedati, da so to, ne. Lahko si mislimo, da so to, ne. Pahor, če Pahor ni povedal, da jaz znam povedati, ker si lahko samo mislim, ne. Ampak jaz mislim, da je najmočnejši odpor proti raziskovanju Udbe je se strani tisti, ki so bili sodelavci Udbe in so danes še vplivni. Jih je bilo tisoče in tisoče, seveda, v bistvu šoferji, receptori, ne vem, tako naprej, nepomembni ljudje, ne, ki so pa tudi pomembni ljudje, ne. Vseh teh vrhovih inštitutov, ne, fakultet, zdravstvenih ustanov, posod so bili na visokih položajih sodelavci Udbe, da ne govorim v raznih... In so še. No,
nekateri so v pokoju, pa so vplivni verjetno, ne? Nekateri so še na funkcijah, se je bil razkrit zadnjič poslanc, ne, v državnem zboru, Mitja Meršol, ne, je bil razkrit, ko so delali službe, ne, ki je imel zemljično zvezo, ne. Dobro, jaz govorim o tem, da je to ogromno ljudi, ki sestavlja neko nevidno mrežo, ne. Jaz to vidim predvsem na področju arhivske zakonodaje. Od leta 2010, ko sem jaz prišel z Edvardom Gozbukom ven, ko so oni ugotovili, ne več pač oni tisti, ki jih to prizadene, koliko je vendarle ohranjenega, kljub temu masovnemu uničenju, so začeli težave v arhivu, po moji knjigi, nič pred ne. Do takrat je vse 5 let bilo nobenih problemov, ne? Potem se je pa začeli. Jaz sem začel poslancev, da se daj, poslancev bi bilo sodelovati. Jaz ne bom špekuliral, ne? Ja, več nisi znam. Ne, se vam povem, da so kodna imena, veliko kodnih imen, za katere ne vemo, kdo je za njih. Sam in tja se to odkrije. Pravzaprav, mogoče tudi to, kako ste vi identificirali konkretne posameznike z imeni in priimki iz kodnih imen? Zato, ker recimo tega Žana, ne, ker sem se lahko sliko pokazal, posod se pojavlja Žan, vse kooperativni dokumenti. Žan je prinesel v eksplozivu, Žan je šel približkam čez mene, tako naprej. Potem je šel splošni dokument, analitični dokument o celi akciji, ker pa pravi Milan Boreč je povedal pravi ne. In zdaj, ko ti kombiniraš dogodke iz operativnih dokumentov in povzetke tega v analitskih dokumentih, hitro prideš do tega, da je Milan Boreč bil Žan. Moraš imeti dva dokumenta, ki se križata. Ki ste na različnih koncih. In potem recimo, če nekje piše, da je šel za kulturnega atašeja v BBC leta 72 iz Slovenije lingvist, pa veš, da je bil edini kulturni atašej v BBC takrat, ki je šel iz Slovenije Mitja Meršol, potem takoj imaš povezavo. Ali pa če piše, Sodelavec Udbe je objavil večer članek o izletu sindikata v London, da je pogledati zvečer, vidiš, da je podpisan kot novinar, in ga imaš. Tako lahko preko križen dokumentov, pa križen vsebin, lahko prideš do sodelavcev. Na ta način. Ampak zato moraš na veliko dokumentov. To je problem. Če imaš pa ti enkrat pojavil nekje, pa če ni pomemben človek, če si manj šofer, taksist, ne vem kaj, čim je nek intelektual, da nekaj objavlja, da nekaj na nekem položaju, se je veliko lažje do njega. Hvala, še kakšno vprašanje? Jaz sem eno vprašanje. Glejte, ko sem pregledoval Vukovsko gradivo, sem videl, da so na novo številčni strani, ko je v dokumentaciji Republičnega sekretariata. Pa sem se v res sprašal, zakaj preprosto niso vsega uničili. Ker so dejansko prebirali tisto desetino, ki ste rekli, so zbrali ven in včasih se mi je vsiljevalo tudi mogoče malo, dobro, vaše knjige sem se to demantirali, da so mogoče kakve ljudi, ki jih je sama Uba izvrgla, da so jih potem namočili, pa jih pustili, naj se z njimi zgodovino, ki se ukvarja. En gospod recimo mi je pripovedoval, pa so še leta 90 spraševali, če bi še naprej sodeloval z njimi po slovenski osamosvojitvi, pa je rekel, da ne, in recimo njegovi dokumenti ostanejo. Se pravi, ste se slučajno s tem odgovorom srečali? Jaz mislim, da niso oni zdaj falsificirali dokumentov, da bi nekoga potem kompromitirali čez 20-30 let. Ne falsificirali, samo ohranili. Če nekoga zavestno pustili. Jaz mislim, da Zemljič nikoli ne bi pustil dokazal, da je bil on direktno in neposredno vpleten v ugrabitev enega človeka v Nemčiji proletariatu. To je stališča njegovega, ker je bil on pač tam šef Udbe, pa je bil potem pomemben politik, ne podpredsednik jugoslovanske vlade, da je to ostalo v arhivu. Jaz mislim, da je enostavno nek spregled bil v tem primeru. Zdaj, pri Crnogorcu, zakaj so pozabili dokumentacijo? V bistvu so ga ugradili pa likvidirali. Zato, ker so pač, po moje smatrali, da je ta skupina bila teroristična skupina za njihovo pomevanje in da je to treba ohraniti.
Tudi pri Toplišku izgleda, da so ga videli kot terorista, seveda so ga videli kot oni kot terorista. Mi ga bomo danes videli pa kot prvoborca za slovensko osamosvojitev. Ne bomo drugače gledati. Nekoga, ki je šel leta 1963 in je umrl zaradi tega, ker je hotel samostojno in demokratično Slovenijo. On za nas ne more biti v tej državi terorist, v tej državi. V prejšnji je bil terorist. In oni se tako gledali na to. Oni še danes govorijo, to so bili teroristi. Ne bojo rekli, da so bili borci za demokratično državo. Še danes ima te izraze sovražna politična migracija. Niso ne oni sovražni. Oni so bili takrat sovražni tistemu režimu, ki je bil pa nedemokratičen. In danes moramo gledati na politično migracijo slovensko kot nekaj pozitivnega, ker so zahtevali demokratične spremembe. Tudi mnogo edini samostojno Slovenijo, ne vsi, mnogo edini. Tako da jaz mislim, da zakaj so kaj vredni, zakaj ne, jaz mislim, da je marsikomu žal, da niso 100% odlični. Ampak težko je zdaj res seveda, ker nihče od teh ljudi nič ne pove, kako in kaj je bilo, zakaj in kdaj. Če pa že govorijo, pa več ne lažejo. Mogoče še eno vprašanje. Kakšna je bila vaša reakcija, ko ste izvedeli, da je UDBA leta 1989 hotela tudi vas aretirati? Če je to takrat vedel, pa zanimivo, se mi je zdelo, vse iz tega ni nič, samo en dokument o tem, da se pripravlja neka aretacija. Se pravi, Bavčara, mene, Velaka, pa dveh novinarjev, Milite Vog, pa Lesek, ampak jaz mislim, da je bilo to čist, da je bilo to takrat, ki je bilo že ta proces neugodnosti povzročil partiji, da je bilo to neka iluzija verjetno vojske. Namreč, Leljak je začel razkrivati določene skrivnosti vojaške. In verjetno mi smo z njim povezani, verjetno zaradi tega prišlo do tega, te ideje, da vojska naroči, ker vojska ni mogla sama aretirati, ona je mogla vedno zahtevati od civilne policije, da aretira, pa potem da vojska. Niso mogli sami aretirati, če bi to sami tudi državni udar. Oni pa nisi ti vedeli, kaj narediti. Seveda, če bi državni udar ne bi aretirali samo na 4-5, ampak Sloveniji bi aretirali marsikoga, še zraven. Vi imate tudi dosje svoj, premorate? Ne. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Mene zanima silo politica. A bo to prvi vaš bo obsojen? Torej, njega se sodi v 4 države zdaj, Irska, Avstrija, Nemčija, Italija. Zdaj on je 14.12. gre v Nemčijo kot priča, bo on šel, ali ga bo odmaknil, kot je Marina Obožna, ki je kar umrla v Braziliji. On ne bo šel, ampak bo videokonferenca. On je imel videokonferenca. Ne bo šel. Ne bo šel. Spet bom in ne. Zdaj bilo, da je rečeno, da bo pripeljati za avstrijsko policijo. Marico v München, 14.12. ob 13. uri ima zaslišanje. Ker je imel kaj zaslišanje, pa je izpadlo neverodostojno. Zato nemški tožilec zahteva, da je tam. Dobro. A bo on prvi obsojen, torej bo, ali ga bojo UDBA, ne se ne ve nač. Je pa najbližji temu, je bil že kakšno odbažo obsojen. Ni bil, izven. Torej ta bo prvi, Vemo, kaj bo središče na Če ne bojo ga ubili, umrli, ali pa bi se jih deportirali v Argencijo, ne vem. On je najbližji, najbližji, za drugega sploh ni, ker samo za njega imajo avtoritet. Ja, Franškete, mi zanima Franškete. Zdaj je 90, Franškete je Miško, Morirec Hriberli. Zakaj ga policija ne zasliša? Državni vrh se je poklonil gospodu Nečaku Hriberlu, ki so upravičil samomor, zakaj ne zaslišajo domnevnega morilca? Izjavo je javno na televizijo, vse ni važno, ko je dobil, zakaj se mu ne zasliša? Zdaj še živi, jaz mislim pa 90, a je še zavedati na očetnosti. Zdaj je umrl voditelj in ne more tega zadati, kako ne vem. To je njen sosed namreč, ga vidi vsak, ni ona zdrav njega stanuje, da bi tega, kako se sprehaja. On pa še ne bo umrl. Ja, tu je tišo, ne? To je zredo, to umrl. Ja, čak, človek ne živi 150 let, no. Eni ja.
No, mogoče nekoliko bolj splošno vprašanje, torej tudi v vaših knjigah, ne, iz tega izhodišča, ki ste ga gospa dali, v vaših knjigah so neizpodbitni dokazi za še žive ljudi, ki so podpisovali dokumente in tako naprej. Zakaj se tukaj ne sprožijo neki... Vse zastaralo. To je vse zastaralo. Umor tudi je zastaralo, vrnitev je zastaralo, ne? V Avstriji, Nemčiji ne. V Avstriji ne. Torej umor v Sloveniji zastaralo. No, v Avstriji pa ne zastaralo. No, gledajte, tle imamo dokaze, čvrste dokaze iz javnega arhiva, ne? Originalne dokaze. Da je bil Črnogorec leta 1971 ugrabljen, pripeljan v Ljubljano. In oni v tle seveda likvidirali. Čeprav nima dokaza, da bi likvidirali. Ugrabiti imamo, ne, za 12... Vemo, da ni živ, ne. Ampak vemo. Poglejte, če ugrabiš nekaj človeka, ne glede na to, kdaj se ugotovi in seveda takrat je avstrijska policija iskala, kje je ta človek. Jugoslovanski jasno ne. Se ga vidite, tle zaprte in se ga likvidira. Ampak ko, recimo, danes slovenska policija, ko bi ona, ko je dopis, jaz sem zgovoril z kriminalisti, sem dal vso dokumentacijo, gledati in tako naprej, razložil se situacijo, vse, kje so te neizpodbitni dokazi. Oni bi mogli takoj odreagirati in ugotoviti, kaj se je z ugrabljenim človekom zgodilo. Teoretično bi lahko še nekje bil neki šupi zaprt, karikiram. Vemo, da ne, ampak oni bi mogli ugotoviti, kaj. Glejte, tam so eno punčko ugrabili pred 5 leti, ali 10, večkrat punčko nekaj na Tenerife, kaj. Vsake tok časa pride neke nove dokaze, policija takoj leti in išče. Ne? Če bi nekdo ugrabljen, policija mora raziskati, kaj se v njim zgodilo. Pa če ključi 50 let od tega vidimo. In slovenska policija mora takoj zaslišati okoli tega Mužiča, Orožna, ki je še živ, Gorenca in ugotoviti, kdo so tisti ljudje, ki so bili takrat operativno v službi. Oni imajo podatke, jaz ne vem, kdo kje stanuje, pa ne morem jaz policija raziskovati, pa greš tam po grobovih, pa DNK primere. Ne morem to jaz delati, to mora delati država, pravosodje. Ne? In oni bi morali raziskati, kaj se je s tem človekom, ki je evidentno bil zaprt ilegalno v Ljubljani, dokazano, posnetki zasliševanja, kako vas prosim. Njegove rokopisi 150 strani, lažni pasoš, mislim, ni da ni. Ne? Njegove osebni predmeti v arhivu, kako vas prosim, osebni predmeti v slovenskem arhivu, ki jih je predala notranje ministrstvo v javni arhiv. Vse to so neizpodbitni dokazi, da je ta človek tukaj. In kje je zdaj ta človek? Oni bi morali, policija, ne glede na to, da je ugrabitev zastarala, bi mogli ugotoviti, kaj se je s tem človekom zgodilo. Človek je zginil, ampak mi vemo, da je mrtvo. Veste, eno je vedeti, eno je pa to imeti dokumentirano. Še vedno obstaja milijonika možnosti, da je on. Vse so v nedeljskem dnevu pisali, da je v Bosni, pa da je v Afriki, pa da ne kjer, ne. Take neumnosti, ko so spet kamuflirali, ko so spet delali neke dezinformacije, te vaše, ne, so tako močne v tem nedeljskem dnevu. Vse v druge, policija vlada vse. Dokdaj, pa še 200 let imeli v komunizem. Hočem reči, da je to, jaz tega ne razumem. Ne. Jaz razumem, da je neka stvar zastarala, pa policija ne bo šla preganjati nekoga, če je stvar zastarala, ne sme. Ampak ugrabitev, kaj se je zgodilo s tem človekom, ki je bil ugrabljen in tukaj prepeljan, oni bi to morali ugotoviti. Pa rekli ste, da iščete grob od Crnogorca? Seveda, pusti njegove, da ga pripeljajo domov. Pa so pošli indici? Ja. Našli smo, da je bil leta 79. julija nekdo iz kliničnega centra prepeljan na Žale v neoznačen grob in pokopan. In zdaj mogla seveda policija takoj dobiti dovoljenje tožilca in sodnika za izkop, sestra dala DNK in lepo vas prosim primeriti DNK tega človeka in morda ni. Ampak bilo treba to takoj narediti. Ko so ugradili v Budimpešti, romunska in jugoslovanska udba, Dapčevića vladata, so dva njegova prijatelja ubili tistem hotelu v Romunsko. In Čaušesku je rekel, boste teh trupla v Jugoslavijo. In se ga pelali v Jugoslavijo,
tajno zagreben v enem na Zrenjaninskem pokopališču in družina je iskala 20 let ta trupla. In potem je prišla anonimna prijava nekoga, ki je bil zraven, ko se je pokopal. Anonimno pismo je šlo. En se je zlomil, ne, in pred smrtjo napisal, kje sta pokopana. In so se 3 leta borili v Srbiji, da je preiskovalni sodnik določil izkop. 3 leta so se mučili družina. Se odkopali, so bilo plastične vreče zavita, ohranjena, popolnoma obdukcija, nasilna smrt ugotovljena in se normalno pokopali. Pika. Ampak so iskali 20, ne, od leta 75 do leta 2005, koliko je to? 30 let so iskali in so jih najdli. Družina se je. Medtem je bil en odvetnik, ki je prometni nesreči umrl, je to vrnati spet, ne. Medtem, še v središčni Jugoslaviji, so oni začeli skrbeti upravo. In isto je mogli narediti pred Zaragozo, ne. Ampak tle se nihče ne zgada, slede. A se bo to zlomno, ne bo se nobeno. A je ta kodeks je močeš tudi taka stvar. Pa direktno pa ja poje, vse hvala, ki je a ja se bojijo za potomco, za tim benzi, kako pride na član, za potomco se. Mogoče pa da še ne bodo, da bi vloga naredil, pa bi lahko vse se spovedal pred smrti. Mi se malo kupovali. Dobro, še kakšno vprašanje? Izvolite. Kot je znano, je UDBA še vedno med nami in zelo dela 300 novrodnikov. Ali je ta UDBA formirana v forumu 21, katerega je predsednik Kučan? Ali ne? Zanima me. Potem, ubili so Kramberga. Policija je zamolčala, skrila dokaze, priredila, ampak ta oboj Kramberga je tudi povezana UDBA. No, toliko, na kratko. Ja, to pač jaz ne bi znal odgovoriti. Kramberg je bilo moran. Kaj mi pisati? Povejte mi, kaj vi mislite, jaz sem povedal pošteno, pa še vi povejte pošteno. Ali je bila UDBA tudi vključena v uboj Kramberga? Pred 25 leti, kdaj ste pa to raziskali? Povejte mi pošteno, kaj vi mislite. Mislim, nekaj tega raziskoval, ne. Jaz tudi ne. Vi imate svoje mišljenje, ne. Jaz gradim mišljenje na dokumentih, jaz bi mogel celoten spis prebrati, tisti obstaja, sodni, ne, če bi ga dodal. Se ga Lena zdaj proučuje, ker mu ga dal sin, ne, tisto strani, ne. Če bom kaj mnogo odkril, ker recimo, ne, jaz ne vem, ne moram reči, ne. Ker je bil notranji minister Bavčev, jaz ne verjamem, da bi Bavčev to zanovčil, ne. No, pogledajte, jaz imam občutek, da se vi UDBE bojite. UDBA je še med nami, jaz se UDBE ne bojim. Ne pride jutri k meni, pa me ne odpelje. Ampak nikoli, nikdar ne bodo mogli komunisti skriti, ker je prišla resnica na dan. Da so v hudi jami pobili po vojni 3000 ljudi. In da so te ljudje zakriti za 12 pregradami. To je bolečina slovenskega naroda. Zakaj to noben ne odgovarja? Ampak ljudje, ki so popijali, še živijo med nami. Kje je sodišče? Zakaj ne odstopi predsednik Vrhovnega sodišča? Zato, ker ga ščiti UDBA, ker so vsi povezani. Povejte mi, jaz sem povedal pošteno, kaj vi mislite, če ste pravi Slovenci? Torej, jaz mislim, da gospod Omer zelo težko odgovarja na vprašanje, zakaj je predsednik Vrhovnega sodišča. Po občetku ne povem. Jaz divek pišem na osnovi dokumentacije in to lahko javno zagovarjam. Pika. Glejte, ni nobene dokumentacije, ampak huda jama, pobijali in borili
so samo slovenski komunisti. In zdaj je zakon, jaz ne vem, ali ta zakon, ki je po zdaj referendum tudi odobravate, jaz bom proti namreč. Ker tiste čase so slovenski komunisti, samo slovenski komunisti, nobeni črnogorski komunisti, pobijali očeta, mater, jemali njim otroke in jih spravljali v vrtec. Petriček se imel v Celju. Odgovorite mi, to pa je dosti staro, da bi videl. Če bi bral moje knjige, bi videl, da smatram Udbo za zločinsko in kriminalno in teroristično organizacijo. In to dokazujem z imen in priimki. In ne mi je govoril, da se jaz bojim Udbe. Imate prav, zločinska organizacija, je. Kdaj pa bo sprovedena ilustracija? Obsodba komunista. Zakaj je narod slovenski tako neumen? Zakaj je slovenski narod tako neumen, da verjame vse Kučanu in njegovim zvajanjem? Ne verjamejo vsi, oprostite. Ne verjamejo vsi. Mene zanima zvezna Udba v Beogradu. Dokler ne bo imela tista politična stran, ki hoče ilustracijo v Sloveniji, dvotretjinsko večino v parlamentu. In nikoli ne bo imela. A so te ohranjene ti zvezdni arhivi v vojaški? Da. Tam niso nič uničevali? Ne. Ne moremo reči. Stasi 5%. Kaj ne bo uničevali slovenske arhive v Srbiji? To mi povejte. A ni boljše imeti slovenske arhive v Srbiji in jih imeti v predalu za trgovanje? Kaj pa, če bi rekla, recimo, slovenska Udba srbskih prosto naredila možno ga uničiti? Kaj bi rekla? Bi rekla, da je republiška Udba ni, ne, se Udbe sodelujejo mednarodno. Slovenska pa srpska Udba se nas prst spremeni na zadnjem obdobju. To se prav to bo enkrat poštovan, ne? Vse, kar je možno spravljeno v Beogradu. Ampak ne za čas naših življenj. A ja, če se tudi. To je posturno vse odprto. Ampak se ga ne bo več aktualno. Še kakšno vprašanje mogoče? Lahko jaz eno. Izvolite. Recimo, zdaj, ko ste v zadnjem reporterju zelo melečna z vami na temo Plavega, torej tudi na to zgodbo nastaja, kaj je vsebina bolj podrobna, ali ste samo obrazložili Kučana oziroma njegovo delo v organizaciji? No, jaz sem citiral to, kar je v njemu rekel Vasiljevič Aleksandar v Mladini leta 1995 in kar je rekel v njemu in kar je potrdil Marjan Kranc, tudi general pokojil zdaj, ne, Vasiljevič je general pokojil, oba sta pa Dobrina Kosovca, ne, je potrdil, da je bil Milan Kučan sodelavec tajne vojaške politične univerze Kosa, ko je bil služil vojni rok. To sem pač napisal kot dokumentiral, jaz tega ne vem, jaz sem to povzel, jaz nič od tega, kar pišem, ne vem, jaz vse vem iz arhivov, ne. Jaz zelo malo uporabljam osebna pričevanja, zato ker so nezanesljiva osebne spominje. Celo Boris Pahor, ko ga sprašujemo, koliko mi govoril stvari, dobro navedena priča, ki ne držijo, dokumenti kažejo drugače. Človeški spomin strašno reducira za nazaj. Priče so nezanesljive. Tudi tiste, ki hočejo povedati, kaj šli tiste, ki hočejo in nočejo povedati. Ampak kogarkoli, jaz Kučan na izjavo, ki je dal Mladini, Vasiljevič odgovoril čez 21 let. Zato, ker sem ga jaz še enkrat ven potegnil. Šele takrat je gotovo, da mora odgovoriti. In zdaj on dementiral. In zdaj imate dve izjave, dveh ljudi. En prav, da je bil, en prav, da ni bil. In jaz, ko bom daj še v tem pismu, bom obe izjave povedal, ker je to korektno. Ampak jaz bolj verjamem, če bi osebno mnenje, v tem primeru, zakaj bolj verjamem Vasiljevič? Zato, ker je Vasiljevič ogromno govoril o tem, kako je deloval Kos. In je bil zelo iskren. Kučan je pa veliko govoril o JBTZ, oziroma veliko, koliko je mogel, da se spraševala preiskovalnih komisij, in je bil neiskren, da ne uporabljam kakšno ključno besedo. Zato v tem primeru veliko bolj zaupam to, kar je povedal, ker Vasiljevič je povedal tudi, kdo je njeno zvezi, kako je bilo kodno ime, koga je nadziral. Točno to je povedal. Ni on si kar nekaj rekel, je bil zgleda nek agent, ne. In
Vasilič pravi, to je hvalevredno, da je pomagal državi. Ne? Seveda za nas v Sloveniji to kompromitirajoče danes, če ne bil sodeloval stanje Rogaške Vrečke. To je napisal. Kaj? Kaj pa ne je Marjan Fotojanci general, da to napisal? Dobro, to on je potrdil Vasiliča, ne? Vasilič je ta izvir, ne? Je tudi povedal, ko sem rekel vse te stvari. Ja, če bi smakal, da ni verodostojno, da ne ponovil. No, se jaz citiram oba, ne? Kot priči. Pa še tam je zraven še Ferenc, ne? No. Ferenc. Zdaj je Ferenc. V istem kontekstu. Ferenc, ne? No, zdaj sem bila vključena v knjigo. Zdaj čakam, da se bo Vasilič oglasil, ker zdaj ga proglasil za lažnivca, Vasilič. Del. Vasilič je tudi šel pričati v Haag. Edini, ki je šel prostovoljno v srpski general pričati v Haag. Zato je on izobčen iz generalske strukture v Beloruski srpske. Zato je rešil svojo kožo, ker se bo križval, da je kriv pokola na Ovčari. In še kaj mi povedal, kdo je on, ker ni bil zraven, je šel v Haag pričati. In je zdaj ga namala te generali, bivše dela, ker je šel v Haag. Tako da je, ima neko verodostojnost, jaz mislim, hoče govoriti. Ampak seveda, rečema pa glavno pričo, za JBTZ ima pa Ivana Eržena, ki ga je dal v sodniho, ker je lažnivc. Dobro, če smo izčrpali vprašanja, bi se v tej točki potem ustavili. Če želite, kdo še ni, lahko po znižani ceni kupite knjigo, oziroma kakšno izmed knjig gospoda Omerza, ki jih imamo danes s sabo. Tukaj je tudi časnikov koledar z vero za leto 2016. Jaz se vam vsem zahvalim nocoj za obisk, za pozornost, posebej pa hvala gospodu Igorju Omerzi. Preden zaključimo mogoče samo še eno besedo oziroma eno vprašanje. Vaši načrti za naprej, niste še vsega pregledali ali pač v arhivih niste? Ne, nekaj pa, ne bomo sam. Zdaj še bo rado pezdelo v arhivu in še te gospodarske delo, to je fajn. Čim več mi pride, čim več raziskujejo, da bomo upornili vsak kamenšek, ki je ostal v tej udbe. Sam človek ne more, vendar je tudi temu stvar to, da se ne da. Jaz zdaj prebrala knjigo o nekem procesu, o vojaškem procesu, montiranem udbovsko-vojaškem procesu v Ljubljani, ta 84 nekam predigra JBTZ-jev, katerega praktično več se ve. 8 nedolžnih ljudi, 9 nedolžnih ljudi v soji, mučenih, tortiranih, naprej so sedeli za nekih geopolitičnih igr, ne bi Jugoslavija Bulgarija, to zdaj popisal v tej knjigi. Pravno knjigo Boris Pahor in Udba, Udba strnila Borisa Pahorja. Pravno Slovenija dežela Udbe, da go ni želela. Pravno dušno slovenski pisatelj v jedrski vojni in v napenjači ustavnega loka, zelo nastanek nove slovenske pisateljske ustave, kako je to potekalo. Partija temu oponirala. Pravno tudi knjigo Zadnji sekretar. Veste, koga ste mislim? Še stati, mislim. Pa še nekaj knjig, ki se je čepno všeč. Časno. Sem da to delati. Bo pa tudi nadaljevanje lepo od prvega predsednika do zadnjega sekretarja. Tako da, hvala gospodu Omerzi, veseli vašega obiska nocoj tukaj med nami in pa spodbujamo še naprej k takemu plodovitemu in ustvarjalnemu delu. Hvala.
Seveda tudi vam vsem za nocojšnji obisk, vsem želim lepe decembrske dni, lepe priprave na praznike in pa vse dobro v teh prazničnih dneh in v letu, ki prihaja. Hvala lepa, lahko noč. No, še ena zahvala strani območnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve dr. Pavko Gradec-Horjul. Hvala še v našem imenu, za to, da ste se vzeli čas, da se pogovorimo oziroma prisluhnemo besedam gospoda Igorja Koverze. Obenem vas povabimo še na vse dogodke, ki bodo v tem decembrskem obdobju, se pravi pesem Miru 26. decembra, kjer se bomo posebej poklonili 25-letnici naše samostojne države. Še posebej pa vas povabimo na vse aktivnosti, ki bodo potekale v vezi z decembrskim referendumom in pa vse, da pripeljete vsaj še po 5 ali pa 10 članov oziroma znancev, prijateljev, da skupno podpremo našo družino in po v bistvu obstoj človeštva.